Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. Tokratna oddaja Utrip cerkve v Sloveniji bo med drugim odmev petkovega praznika. Približal nam ga bo dober poznavalec Marijinih svetišč, duhovnik Franci Petrič. Pravi, da so to energetska točka slovenskega krščanstva. V drugem prispevku o praznovanju godu svete Klare pa bomo med drugim slišali tudi čestitke o patini v samostanu v Nazarjah, sestri Katarini, ki je pred 50 leti izrekla večne zaobljube pri sestrah Klarisah v Zagrebu. K poslušanju vas vabim Rok Mihevc. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu. Jutri bodo godovali Helena, Alenka, cesarica, Reinald, škof, Manes, redovnik. V torek Janez Seudes, duhovnik, Boleslav, mučenec in Ludvik Tuluški, škof. V sredo Bernard, opat in cerkveni učitelj, Samuel, Samo, prerok ter Osvin, mučenec. V četrtek bo god Pija X, papeža, Sidonija Zdenka, škofa in Gracijana, mučenca. V petek Devica Marija, kraljica, Timotej Rimski in tovariši mučenci, Zigfrid, Zmago, škof. V soboto bo god svete Roze iz Lime, device, Timoteja Galskega, mučenca in Rihilde, puščavnice. V nedeljo pa se bomo spomnili Natanaela, Jerneja, apostola, prihodna nedelja bo 21. med letom. V današnjem gospodovem dnevu. V Brežicah v podružni cerkvi svetega Roka bo sveta maša na Rokovo nedeljo ob 10, večerna ob 19. Ob 10 bo maševal pater Ivan Herceg, urednik slovenskega programa Radia Vatikan. V Moravčah v podružni cerkvi svetega Andreja na Krašcah bosta ob 10 blagoslov obnovitvenih del in sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. Popoldan bo v turnišču dekanijsko srečanje bolnikov, invalidov in starejših. Ob 14 bo molitvena ura, ob 15 pa sveta maša s podelitvijo bolniškega maziljenja. Na gradu na Goričkem bo popoldan dekanijsko srečanje bolnikov, invalidov in starejših. Ob 15 bo molitvena ura, ob 16 pa sveta maša s podelitvijo bolniškega maziljenja. Popoldan bo na Dobrovi pri Ljubljani romarski shod. Ob 16 bo šmarno mašo daroval novomašnik Matija Golob. Ponedeljek. Jutri bosta v Ljubljani v župnijski cerkvi svetega Štefana v Štepanji vasi ob 19 sveta maša in molitev za bolnike z rakom. Ob sklepu maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Priložnost bo za spoved in bolniško maziljenje. Sreda. V sredo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Molitev bo od 8:30 naprej, ob 10 bo sveta maša. Petek. V Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja bo v petek ob 18:30 sveta maša za žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Maševal bo ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore. Sobota. V soboto bo na gori pri Sodržici ob 15:50 molitev za beatifikacijo božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 17 bo sveta maša. Nedelja. Čez teden dni bo na Kumu pri kapeli svetega Jošta ob 11 sveta maša na Jernejevo nedeljo. Maševal bo ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Prihodno nedeljo bo na Uršlji gori ob 12 sveta maša na Lepo nedeljo. Na Sveti gori v baziliki kraljice Svetogorske bo ob 14:15 zahvalno bogoslužje ob praznovanju 60-letnice tednov duhovnosti v Stržišču. Somaševanje bo vodil koprski škof Peter Štumpf. V Rovtah bo prihodno nedeljo ob 15 spominska sveta maša. Spominsko slovesnostjo za žrtve vojne in povojnih pobojev iz župnije Rovte. Somaševanje bo vodil dr. Andrej Poznič.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji. Na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljam kanonika in arhidiakona, gospoda Francija Petriča. Pozdravljeni. Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem. Gospod Franci, smo v dneh Marijinega praznika. Kaj bi kot avtor številnih knjig o romarskih poteh lahko povedali o Marijinih svetiščih, ki jih te dni obiskujemo? Kakšno mesto ima Marija pri slovenskemu človeku? Velikokrat smo že slišali in sodeč po vseh, bi rekel, statistikah, ki nam prikazujejo, kako ljudje radi obiskujejo ravno v času od velike maše do male maše, kot smo rekli včasih Božje poti, smo Slovenci Marijin narod. To potrjuje tudi statistika med cerkvami, med 2900 uradno registriranimi svetišči oziroma cerkvami na Slovenskem. Po mojem je moja številka sicer nekoliko manjša, vendar le država ima svoj register, kjer določa tudi druga svetišča zraven, torej 2900 naj bi bilo cerkva, med temi naj bi bilo kar 360 posvečenih Mariji. Od teh pa 110, ki so posvečene prav resnici, torej Marijinemu nebovzetju. Katero Marijino svetišče v Sloveniji posebej nagovarja vas? Bi mogoče katero lahko izpostavili? Moje življenje zaznamuje pravzaprav dva kraja. Torej, domače Rateče, odkoder sem kot otrok vedno gledal višarje. Zdajle na polju ali ko sem pasel živino na pašnikih, se od doma lepo vidijo višarje. In svete višarje so bile eden od krajev, kamor smo radi romali kot družina in tudi sicer posamezniki. Drug kraj, ki je zaznamoval moje življenje, je pa seveda Ljubljana in na poti do Ljubljane je cerkev, ki sem jo vedno pozdravljal z molitvijo, to je pa cerkev Marije Pomagaj na Brezjah. Danes pelje avtocesta nekoliko drugje, tako da ne vidim več takoj svetišča. In tudi tja smo, moram reči, res od mladosti radi romali. Torej, to sta dve božji poti, ki zaznamujeta moje življenje. Vendarle pa, če bi hotel reči, katero svetišče mi je najbolj pri srcu, bi naredil veliko napako. Vsako Marijino svetišče, ki sem ga obiskal, me je nagovorilo. Najprej morda res zaradi lepote, arhitekture, potem pa predvsem zaradi vernosti, ki se je tam čutila, namreč postavljali so jih naši predniki zaradi vere v Marijino posredovanje, v Marijino pomoč v njihovem življenju. Ob Marijinem zgledu so se tudi sami navduševali za vse dobro in lepo in nekaj naredili iz svojega življenja, kljub morda včasih težkim okoliščinam. In o tej veri pripoveduje čisto vsako svetišče in skoraj da vsak kamen in vsak okrasek, od cerkva, če rečem, grad na Goričkem, pa Turnišče, pa Ptujska gora z Marijo Zavetnico, ali pa Mati Božja v puščavi na Pohorju, pa zopet recimo Homec pri Slovenj Gradcu s čudovito cerkvijo in naprej tja do Planinske gore, recimo, kjer bom jaz jutri maševal, ali pa do Svetih gora na meji s Hrvaško, ki so ena najstarejših naših svetišč tam in je res lepa Marijina cerkev, pa do Petrovč, kjer se nam Marija z oltarja tako navihano smeje, ali pa obeh NovihŠtift. Vzemite tako Novo Štifto pri Ribnici s čudovitim oltarjem v nebo vzete, misliš, da si že kar v nebesih. Magdalena Gornik, Božja služabnica, je bila tako zazrta v ta oltar, da je videla ob tem pri sveti maši tudi Jezusa samega, ko je mašnik povzdignil na tem oltarju hostijo. Ali pa Nove Štifte pri Gornjem gradu, ki ima zares lepo zgodbo in to zgodovinsko, z dokumenti izpričano. No, potem Dolenjski Zaplas, danes zelo priljubljen zaradi mučenca blaženega Alojzija Grozdeta. Tam je že pred 100 leti napisal nek kronist, da se na Zaplazu najlažje moli. No, torej, ne vem, zaradi ambienta ali zaradi česa drugega. In če se sprehodim preko naše Šmarne gore, ki nam kraljuje, vam, Radio Ognjišče in vsem nam, ki živimo v Ljubljani, ali pa Dobrove pri Ljubljani, pa potem tja do Loga pri Vipavi, do Mengor na Tolminskem. Poglejte, Svete gore nad Gorico, Obršljana na Krasu, tja do obale na Strunjan. Vsako svetišče je res
en velik hvalospev Mariji in dokaz slovenske vernosti, naših prednikov seveda, pa tudi tistih, ki danes prihajajo tja in skrbijo za nje. Nekako smo rekli, da bi mogoče z vami v pogovoru izpostavili 3 svetišča, nekaj ste sicer jih že omenili, recimo o Novi Štifti v Gornjem Gradu, o Strunjanu in o Višarjah. Kaj bi tukaj lahko izpostavili tisto ključno? Torej, Nova Štifta pri Gornjem Gradu ima izpričano dokumentacijo. Ljubljanski škof Zebah, Peter Zebah, je pisal papežu Piju IV. Leta 1560 in ga prosil za dovoljenje, ker se na Metuljskem griču, torej tam v bližini, v Zadrečki dolini, torej v bližini Gornjega Grada, kjer je bil rezidenca ljubljanskih škofov in so se škofje večinoma tam zadrževali, kjer so bila prikazovanja. Ljudje so videli 3 plamene. Ne. Najprej se je Marija prikazala neki deklici, ki je tam pasla ovce, in deklica je pritekla domov ter povedala, da je Marija prosila za ovčko. Pa tega še ni bilo konec. Potem so neki hlapci, ki so šli k živini, zagledali v gozdu na istem plamenu, kjer je deklica zagledala Marijo, plamene. In zaradi luči teh plamenov, ki so jih ljudje tudi videli, in ozdravljen, ki so se začeli tam goditi, so prosili škofa Zebaha, da bi pozidali tam cerkev. In škof si je prišel ogledati kraj, pa še sam na tem kraju čudežno ozdravel. To piše v poročilu papežu in od tam dobil seveda dovoljenje, da lahko postavi cerkev. No, ta cerkev je stala vse do leta 1850 in je bila res pomemben kraj, pravzaprav za ljubljansko škofijo, zaradi tega, ker je takrat to spadalo v ljubljansko škofijo in tam je velikokrat romal in pridigal, ter to svoje pridige tudi zapisal škof Tomaž Hren. No, leta 1850 je ta cerkev pogorela, današnja je iz leta 1854 in jo je posvetil blaženi škof Anton Martin Slomšek. Ta čas je prišla Savinjska dolina kot del mariborske oziroma lavantinske škofije in od takrat naprej imamo pa zelo lepe upodobitve ravno teh 3 čudežev na stropu cerkve. To je naredil Tomaž Fantoni, znan slikar 19. stoletja s svojim bratom. In gledajte, to vedno privabi, posebej pa za praznik Marijinega vnebovzetja, velike množice. Tudi sam sem že nekajkrat tam maševal in na predvečer je tam res lepo doživetje, ko gre procesija z lučkami. Strunjan smo Slovenci nekoliko pozabili, no v zadnjih letih, posebej odkar je samostojna Slovenija, pa zopet stopa v ospredje. Gre za pravzaprav zelo staro svetišče, ki je stalo že pred 800 leti tam. Povezano je z benediktinkami, na to benediktinci, vemo pa, da so benediktinci veliki častilci Marije. In ko govorimo o Slovencih, zakaj smo Marijin narod, je morda dobro povedati, da je to zaradi širjenja Marijinega češčenja, za katerega so zaslužni menihi benediktinci in cisterciani. In vemo, cisterciane imamo v Slični, benediktinskih opatij je bilo pa okoli slovenskega ozemlja kar veliko in ti so bili tudi prvi misionarji med nami. No in tako je povezano tudi začetek Božje poti v Strunjanu je pravzaprav povezan z cerkvico, ki so jo postavili benediktinci in za njo tudi skrbeli. Vendar dogodek za zgodovino Božje poti pa je šele leta 1512 in to je zopet dokumentirano, ko se v noči pred Velikim Šmarnom Marija prikaže pri vratih 2 čuvajema vinogradov. Vemo, da je to primorska je dežela oljk in pa vinogradov. In sicer sta bila to Janez Grandi in Peter iz Zagreba, da Zagabrija. In ta upodobitev Marijinega prikazanja je tudi na glavni, torej na tisti čudodelni podobi, ki jo imamo danes v Strunjanu. In ta cerkev je postala posebej v času našega narodnega prebujanja zelo pomembna, ker je leta 1912 tedajni tržaški škof Andrej Karlin, torej Slovenec, to podobo ob navzočnosti škofa Jegliča tudi slovesno kronal, kar je bilo včasih poseben privilegij. Tudi na Brezjah 1907 je bil to eden največjih dogodkov in tudi danes imamo glavno nedeljo, angelsko nedeljo, glavni romarski shod na Brezjah ravno na 1. septembrsko nedeljo. Tako tudi tam dol se središče in res to je Božja pot, bi rekel, istrskih kristjanov.
ne samo Slovencev, tudi Italijanov, ampak danes res zelo priljubljena in ker smo večinoma ljudje veliki romarji in potniki, mislim, da je Strunjan danes v poletnem času ena najbolj obiskanih božjih poti, ker se mnogi ustavijo pri Materi Božji od prikazanja in gredo tudi k Strunjanskemu križu. Dobro, obiskane so pa tudi višarje, kaj ne? Tako je, in letos obhajajo višarje 100 let, kar je bila ponovno pozidana tale cerkev, božjepotna cerkev na Višarjah, in se je tja vrnila tudi podoba višarske Matere Božje, ki vemo, da se je nekaj časa hranila pri Svetem križu nad Dravogradom in pa potem v Mariboru zaradi druge svetovne vojne v cerkvi Matere milosti v Mariboru njena podoba bila hranjena, dokler ni bilo seveda zopet mogoče, sicer vmes so prišle vojna, požari, ampak ko so pa obnovili, je pa se vrnila Marijina podoba tja. To je pa zelo stara božja pot zopet, to je ena najstarejših. Če rečemo najstarejša slovenska božja pot, ki ni na narodnem ozemlju, je bila na otoku Barbana, torej blizu Ogleja. Druga zelo priljubljena božja pot je bila seveda Gospa Sveta, ki je kasnejše, tam okrog leta 760, no, potlej pa pridejo v zgodovino 1360, to sicer je neko izročilo pripoveduje o tem, pa pridejo svete višarje, ki so veljale tja do prve svetovne vojne za glavno božjo pot naših ljudi. Danes je pa to božja pot, kjer se povezujejo po zaslugi božjega služabnika Lamberta Ehrlicha res tri narodne skupine, latinska ali romanska, germanska in slovenska, in na nek način zadnja leta, torej zadnjih 30 let tudi, bi rekel, zdomska, izseljenska, torej potem zamejska in pa matična Slovenija na posebnih srečanjih, in je za nas Slovence torej en dragocen biser v izpovedovanju naše vere, pa tudi narodne identitete. Pod roke mi je prišel en zapis, ki me zelo nagovarja, in sicer je en zapis iz leta 1334, ki ga je napisal furlanski zgodovinar Francesco di Tropo. In v njem opiše, kako so prihajali naši romarji v Oglej za praznik Marijinega vnebovzetja. Čisto 2 stavka bom prebral. Prihajali so prebivalci iz Kraških gora, pokriti s temnimi kapami, obšitimi s kožuhovino ali vidrovino in z rdečim čopom. Nosili so sive jopiče in kratke hlače, ki so bile pod kolenom brez gumbov, in pod katerih so se kazale rdeče ali višnjeve dolge nogavice. Nekateri so nosili tudi visoke podkovane škornje, držali so v rokah ali pa imeli na ramo naslonjeno debelo gorjače. Prišle so žene z Kranjskega, ki leži onstran Goriškega, in so nosile na glavi belo strjeno ruto, ki je visela doli po hrbtu in del tega zakrivala. Imele so bele ali pa rdeče krilo obšito z raznobarvnimi trakovi. Na nogah pa so nosile čevlje. Na prvi pogled so kazali več moči in zdravja, kakor pa dražesti in mičnosti. Glejte, tako piše naše prednike, ki pridejo za veliki šmarn na božjo pot v cerkev Marijinega vnebovzetja, sedanjo baziliko v Ogleju. In to se mi zdi tako lep sprehod v zgodovino, zremimo skoraj 800 let nazaj, in ena spodbuda, da se zavedamo narodnih korenin in naše povezanosti in identitete, ki je povezana s češčenjem Marije. No, lepo. Kako pa mogoče za konec bi še povzeli, kako nas lahko obisk svetišča napolni z neko duhovnostjo, torej kako vpliva na našo duhovno globino? Vsak obisk svetišča je stik z nadnaravnim. Nekoga nagovori umetnost, arhitektura, vsakogar pa lahko nagovori lepa pesem in poglobljena molitev. In na teh krajih res slišimo besede, ki jih je rekla, zadnje besede, ki so zapisane v Evangeliju: karkoli vam reče, storite. In Marija nas spodbuja, da živimo tako, kot nas Jezus v Evangeliju uči. V časih, katerih smo, ko moramo res klicati in moliti za mir in se boriti na nek način za življenje, če pomislimo samo na slovenske razmere, kako je z zakonom o evtanaziji, ki sicer pod krinko nekega drugega imena skuša biti uveljavljen, je še kako potrebno, da na teh krajih, na teh energetskih točkah slovenskega krščanstva iščemo moči, da bomo spreminjali družbo na bolje.
Gospod Franci Petrič, najlepša hvala za ta poglobljen pogovor. Hvala tudi vam in vsem, ki delate na Radiu Ognjišče in nam ustvarjate lepo duhovno ozračje za praznik, in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. Marija nas sliši in nas uslišuje. Ob godu svete Klare je bilo posebej slovesno pri sestrah Klarisah v Nazarih. Redovnice so medse povabile celjskega škofa Maksimiljana Matjaža, ki je v samostanski kapeli daroval sveto mašo v čast sveti Klari. Vse zbrane je uvodoma pozdravila opatinja sestra Katarina, ki je spomnila, da je vodilo svete Klare v 8 stoletjih rodilo številne sadove svetosti. Število naših svetih sester pa kaže, kako čudovito, lepa, bogata, da je res božja ta karizma. 12 svetih, 84 blaženih, čez 80 častitljivih božjih služabnic, 250 božjih služabnic, od teh 42 nestrohnjenih, 36 stigmatiziranih, 5 z bilokacijo. Vseh še, ki so umrli v sluhu svetosti, jih je 970. Torej, zelo velika, bogata duhovna bera, in Bog daj, da bi tudi mi živeli po tem vodilu v zvestobi. Letos se zahvaljujemo tudi za 25 let navzočnosti naših sester v Dolnicah. 8. septembra bodo slavile srebrni jubilej tam dol. V Frančiškovih redovih pa obhajamo 800-letnico Frančiškove sončne pesmi, zato tudi naših bratov frančiškanov ni tukaj, ampak so v Siziju pri Frančišku in sveti Klari. Tudi njih pozdravljam in se jim zahvaljujem za vse. V pridigi je škof Matjaž sveto Klaro v svetem letu označil kot veliko ženo upanja, molitve, evharistije in zastonske ljubezni. Kot veste, je Klaro navdihnil njen rojak sveti Frančišek, res že v tistih zgodnjih letih prav s to preprostostjo, s tem pogumom, da je pravzaprav tistemu ali pa človek, ki je sposoben spustiti iz svojih rok stvari, ki ga ovirajo, ki ima pogum in vero, da se zaveda, da vse, kar izpušča v Božje roke, da je tak lahko obogaten z nepredstavljivimi močmi in darovi, ki jih Bog namenja človeku in po njem tudi v samostvarstvu, v samosvetu. In tako je Klara že z 18 leti, z tega marca leta 1212 v Procjunkoli naredila pred Frančiškom svoje obljube, svoje večne obljube, sprejela spokorno, redovno oblačilo in se na nek način vsa predala v roke Gospodu po navdihu in navdihovanju, ki ga je prijela in bila deležna po svetem Frančišku. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ostanete v meni, tako je Gospod govoril njej, tako govori nam. In zato tudi v tej odločitvi za Gospoda ni bila sama, ampak so se ji pridružili mnogi in živela je tisto občestvo, skupnost, ljubezni v tej zelo močni in zanimivi, pa včasih vredno tudi napetosti, ko človek želi biti vendarle sam in popolnoma, pa hkrati so ob njem ljudje, vedno znova novi, ki mu predstavljajo izzive, ki mu predstavljajo tudi skrbi, kako ostajati v Gospodu kljub tej upetosti v vsakdanje obveznosti. Mislim, da je to tudi velik izziv za vsakega izmed nas, za kristjana našega časa, morda še posebej, ko smo tako obkroženi in obdani z množico ponudb, izzivov, novic in tudi vseh takih ali drugačnih darov.
kako vsem tem ohranjati mir in upanje, kljub temu nemiru in strahu, kako vsem tem izkušati, da je uboštvo, da je preprostost, da je zaupanje v Božjo pomoč pravzaprav tisto, ki človeka rešuje, ki je tudi zame najboljši dar in vedno znova najboljša odločitev. Človeku je bilo težko izpuščati iz rok in mu je tudi danes. Tako smo ustvarjeni. Smo ustvarjeni z rokami, z nogami, z glavo, z srcem in vsi ti naši organi so nam dani za to, da ustvarjamo, da si pridobivamo, da živimo. In zato nam je ta izziv, ki pa nam ga Gospod polaga v srce, da moramo postajati svobodni, samo takrat bo lahko to, kar imamo, obrodilo res pravične in resnične sadove. Zato nas ta izziv pravzaprav tudi vedno znova dela majhne, dela tudi ranljive, dela ponižne, dela tiste skromne, ki se zatekajo v Gospodu in iščejo res pri njem odgovor na svet in rešitev. Slovesnost je bila tudi priložnost za čestitke opatini sestri Katarini ob 50-letnici večnih zaobljub, ki jih je izpovedala na praznik Svete Klare v samostanu sester Claris v Zagrebu. V Nazarje je prišla leta 1978. Pod njenim vodstvom je na hribu nad Dreto zrastel samostan. Za vso predano delo se ji je zahvalila Irena Vačovnik, predstavnica Frančiškovega svetnega reda v Nazarjah. Hvala vam za vse milosti, ki smo jih po vas deležni. Tudi vaše življenje je, kot je bilo življenje svete Klare, daritev in hvalnica trojedinemu Bogu v služenju bratom in sestram s priprošnjo nebeškemu Očetu in Materi Mariji za nas vse. Mati Katarina, z globoko hvaležnostjo in zahvalo vam želimo obilo trdnega zdravja in kličemo na vas Božji blagoslov in Marijino varstvo, da bi še dolgo okušali svobodo in veselje redovniškega življenja. Sestra Katarina se je zahvalila za voščila in skromno pripomnila, da vso delo ni njena zasluga. Bog jo je namreč poklical, ker takrat ni dobil slabše, je dejala. Nas je bilo pri hodilih smo k patru Polikarpu enih 40 deklet je bilo in jaz sem bila 100% čudovita dekleta so bila, jaz sploh nisem jim bila podobna niti v njihovi kulturi, niti takšna slabotna in je mene poklical. Glejte, Bog dela čudovite stvari s takšnimi ljudmi, ki so nesposobni. Nekatere vzame sposobne, da oznanjajo njegovo modrost, pa moč, druge pa takšne slabotne, kot sem jaz, zato, da se pokaže, da je vse milost, resnično milost. Tudi sem smo prišli prav čudovito. 3, brez vsega, za 1200 mark smo imeli denarja in nobene gotovosti, nobenega poznanstva, nič. Mi je rekla opatinja, a vi resno mislite iti v Slovenijo? Pa še imakulada je ostale smrtne posle, meni svinčenca na glavo padla, Jozefina je pa hrbtenica bolela. Smo rekli, za Boga pa ni problem, krevlastinu nam zdravje dati, pa poskrbeti za kakšne dobrotnike. Glejte, in smo prišli in to je vse milost. Razumete, kaj ni take 3 uboge krevlastinu ne naredijo? Nič. Delal je Bog čudovito, zato, ker smo vedeli, da mi nič ne moramo in smo mu pustili, da on dela. Čudovite stvari dela in je hišo naredil, potem jo je napolnil leta 2000 sestre v Dolnice in 2012 še v Turnišče. Bog je čudovit, naj bo vse njemu v čast in slavo in skupaj ga hvalimo in se mu zahvaljujemo za njegovo usmiljeno ljubezen. Več si lahko preberete na naši spletni strani. Spoštovani poslušalci, to je bilo tokrat tudi vse v oddaji. Želim vam lepo nedeljo in vse dobro do prihodnjič. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.